Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Danes bomo govorili o čuječnosti, opolnomočenju in spolnosti. Imamo pa tudi danes gostjo, Evo Požar. In Eva, ti kar pustim, da se predstaviš. Ja, hvala Monika najprej za vabilo, ki je prišlo že kar nekaj časa nazaj. Ampak evo, zdaj sva končno tukaj. Jaz se rada predstavim s tem, kje sem začela. In sicer že več kot 10 let vodim uvodne programe čuječnosti, delavnice, meditacijske odmike. In večinoma v okviru Društva za razvijanje čuječnosti, ki ima zdaj 10 let in sem tudi ena od soustanoviteljic. Ko sem se začela izobraževati iz čuječnosti v Veliki Britaniji, sem sočasno tudi začela študirati psihodinamsko psihoterapijo. Ampak me nekako ni poklicalo, me ni potegnilo. Kljub temu sem dobila dovoljenje za delo, pod supervizijo mi je nekaj manjkalo. In to nekaj, kar mi je manjkalo, sem pol našla na tem izobraževanju za coache, sex, love and relationship coaching, torej seks, ljubezen in odnosi, ne, če prevedem, ki sem ga pol zaključila 2 leti nazaj. In zdaj delam svoj coaching in delavnice, poleg čuječnosti, na teme opolnomočenja, užitka in spolnosti. Ful zanimivo. Jaz sem te v bistvu našla, ko sem videla reklamo za te delavnice. To se mi je zdelo ful zanimivo. Jaz sem šla pol gledati vašo spletno stran in kaj vse delate in sem rekla, evo, to je super, da bi bilo ful dobro, če bi mi dve malo poklepetali. Tako da ful hvala, da si se odzvala in prišla. Ja, z veseljem. Zdaj, če greva kar malo naprej na tematiko, čuječnost, tako dostikrat slišimo v bistvu zdaj ta izraz, se mi zdi, da vse pogosteje, ampak da ljudje ne vejo, kaj sploh je to, oziroma kako bi opisala ti čuječnost, tako neko definicijo, karikiram. Ja, res je. Sploh v zadnjih 10 letih, pa še prej, se jo dosti uporablja. Zdaj, če je prevod iz angleščine, v angleščini je mindfulness, mi smo prevedli v čuječnost mi, pač v Sloveniji. In zelo tak kratek prevod je zavestno, namerno usmerjanje pozornosti v sedanji trenutek, v občutke v telesu, k dihanju in občutkom, ki se ustvarjajo z dihanjem, pa tudi zavedanje misli, mogoče čustev, če so, in pa okolja okrog. Je pa zelo pomembno, kako to počnemo. Da to počnemo z neko radovednostjo, sprejemanjem izkušnje taka, ki je, z nežnostjo in brez presojanja. Seveda lahko se pojavi presojanje, ampak nekako vračanje k tej radovednosti in sprejemanjem stvari take, kot so, ne da bi jih hoteli spremeniti. Aha, ok. Da nisi že vnaprej, a bi to bil, ali da se nekako že vnaprej odločaš, ampak da res pustiš trenutku, pač občutiti trenutek, tako na ta način. Ja, da si dovoliš biti, če mi je neprijetno, če sem tesnobna, ni namen, da to zgine, ampak da opazim, kako se to čuti v telesu. Pa tudi ljudje dostikrat mislijo, da čuječnost pomeni, da se umirim, pa da ni misli. In pol pride in reče, ne, to ni zame, ne? Ampak ni res. Čuječnost pomeni opaziti misli, ki se pojavijo, ki je čisto normalno, da se, in se vrniti k dihanju, k občutkom v telesu. Ne? Pustiti pač čustvom, da so. Ne? Sem opazila, da v bistvu dosti ljudi išče distrakcije, da grejo stran od čustev, stran od trenutka. Ne? Se pravi, je težko v bistvu, to ni neki cigumigo, pa malo pomeditirati. Ker dosti ljudi si to tako predstavlja, ne, žal. Ja, tukaj bi sam še to rekla, da je v bistvu preprosto, ni pa lahko. Tako. Ne, v bistvu danes se bom mogoče večkrat tudi ponavljala, ker so tako preproste stvari, ampak pol, ko pa dejansko usmeriš pozornost k sebi, k svojim občutkom, pa tako, a lahko sem s tem. In tudi ni vedno najbolj primerno, včasih ni primerno, da se usmerim, če sem v neki paniki. Ne, je mogoče bolj fajn, da najdem drug način, da se najprej najdem neko stabilnost. Tako je. Se pravi, kako bi pa zdaj čuječnost lahko vplivala na opolnomočenje posameznika? Se pravi, da se ljudje počutijo bolj samozavestne, bolj močne, bolj pač povezane same s sabo. Ja, tukaj tudi, ko imam delavnice, tudi mi je najbolj fajn vaja v povezavi z opolnomočenjem postavljanjem mej. Kako lahko rečem ne in koliko se zavedam, kaj se dogaja v mojem telesu, koliko pa v bistvu avtomatično reagiram. Ne? Ker dostikrat reagiramo avtomatično po nekih vzorcih, pa se niti ne zavedamo, tudi v stresnih situacijah. Ne? In
Lahko je, ko mene nekdo nekaj vpraša, a bi zdaj ti to naredila, slačem ja, zaradi nekih vzorcev. A se lahko takrat ustavim, pa pogledam, kako se počuti telo, pa si vzamem trenutek, pa se odzovem iz tam, ne, iz tega in rečem ne ali pa ja. In v tem je moč, v tem, da se zavedaš, kje so tvoje meje in kaj je tvoja resnica, namesto da slediš. Pa tudi mogoče iz strahu pred izgubo, pred konflikti, vse je veliko stvari, je kompleksno. Ne? Ja. Spreminjanje teh vzorcev je lahko čuječnost za veliko podporo, najprej sploh se ustavim, pa se zavedam, kaj se dogaja. In to vajo naredimo in je tako zelo preprosta. Ojoj, to pa v bistvu ni tako lahko začutiti, pa pol reči iz tega. Ja. Tako nekako. Pa tudi omenila si moč, ne? Veš, tako se mi zdi, je opolnomočenje mogoče lih v tem, da najdemo več sprejemanja sebe, več nežnosti do sebe, mehkobe, kar je na nek način paradoksalno, ampak moč je tudi v tem, da jaz sem ok s tem, kdo sem. Tako je. In pol tudi težje neka kritika od zunaj me fajn preruka ali kakorkoli. Ja, sem stabilna, si rečem, se lahko me, ampak pa si rečem, ampak ne, saj sem v redu sem. Ne? In čuječnost res to uči, kako se sprejemati, kako sprejemati svoje doživljanje in da je ok. Ja. Da smo sami svoji ljudje, a ne pač, da ni tako. Ja. Razumem. Zdaj, glede na to, da je to podcast o spolnosti, bojo seveda imeli tudi povezavo čuječnosti in spolnosti. Se mi zdi, da vseeno je tle to tematika, pač ta povezava teh dveh, da se o tem ne govori dost. Ni toliko na ta način, recimo, ko se pogovarjaš o spolnosti, niso pogovori tako v tej povezavi. Kakšno vlogo pa ima zdaj čuječnost pri spolnosti? Ja, v povezavi s tem, kar sem že povedala, čisto direktno. Ne? Kako biti v telesu, kako čutiti telo, kako biti v stiku s svojim dihanjem in seveda z drugo osebo, ne? Če gre za neko seksualno izkušnjo z drugo osebo, ali pa konec koncev tudi sam s sabo. Ne? Kako, a sem tukaj, a sem v skrbeh od preteklega dneva, o tem, kaj še moram narediti, ali pa v nekih pritiskih in strahovih, kaj bi zdaj mogla doživljati in pa narediti, ne vem, v seksu. Ne? In pol nisem več v stiku z občutki v telesu. Tako. Se pravi, na ta način bi lahko tudi samo spolno izkušnjo in te intimne trenutke, ki jih imaš ali s sabo ali pa s partnerjem, res lahko znatno izboljšala, ne pač, če prakticiraš čuječnost. Ja, vračanje v ta stik, v stik z drugo osebo, ki je tam s tabo, ne? In pol tudi prinese lahko več bližine in več povezanosti in pol tudi s tem več užitka mogoče. Ja. Kaj pa, če greva mogoče mečkar na težave, pač težave, ki jih najdemo v spolnosti, različne težave, lahko je to, ne vem, od nizkega libida do tesnobnosti, kakorkoli. Kako bi tle, na kakšen način bi čuječnost pomagala pri premagovanju teh težav, recimo? Ja. Pri tesnobi je dostikrat mogoče en način je lahko povezana z skrbjo, z nekim performancem, kako bi jaz zdaj mogla biti, ali pa koliko časa si lahko vzamem za tega, da pridem do orgazma. In so to neke ideje, ki jih imamo, ki so večinoma od zunaj prišle k nam. Ne? In čuječnost lahko mi pomaga, da se najprej zavedanje tega, da to mogoče ni moje, se lahko vrnem sem v ta trenutek, kako zdaj jaz to čutim. Ne da lovim nekaj, kar je tam, ampak se odprem zato, kar je tukaj, da ni zato, kar je že, v bistvu. Za ta nek užitek, ki je tukaj, brez da bi hotela nekaj doseči, nikamor priti. Da pač res uživaš v trenutku, v tem, kar se trenutno dogaja, ne pa da imaš samo v glavi, zdaj pa moram, ne vem, doživeti orgazem. Ja. Okay. Kaj pa recimo, če sta partnerja, a ne pa spet tla čuječnost, pa ne vem, recimo, da imata neke težave v postelji, če tako po domač povem. Kako lahko, na kakšen način, so kakšne vaje, ki jih lahko delate ali pa kakorkoli? Kaj bi svetovala recimo paru, če bi hotel čuječnost preseliti v svojo spalnico? Ja. Vprašanje je, kakšne izzive imata, kakšne težave imata. To je lahko zelo kompleksno in čuječnost je tukaj lahko tudi ni dovolj v podporo, ampak razumem. Zdaj tukaj, če ne grem direkt v sam nek seksualen stik, seksualno izkušnjo med dvema, ampak grem pred to komunikacijo. Kako se pogovarjamo,
že tako se je težko pogovarjati o seksu, komu, verjetno ne vsem, ampak marsikomu, ampak kako, ne? Ja. In potem, lahko jaz res poslušam drugega človeka, ne? In skušam mogoče razumeti, postavim dodatno vprašanje, namesto da sem v sebi, zdaj bom pa jaz to rekla, pa pol bom to rekla, pa zares ni prostora za to prisotnost. In se mi zdi največ, kar lahko damo drugemu, je svojo polno pozornost, svoj čas. Ne? In že s tem se pol ustvari neka bližina in pogovor, kaj se med nama dogaja, kam greva skupaj. Ne? Ja. Tudi, recimo, jaz sem opazila tako, da moraš tudi, dosti ljudi pozabi, ko se z nekom pogovarjajo, pozabijo, da pač je to tvoj sogovornik, je človek zase in lahko doživlja iste stvari drugače in tudi drugače na njih reagira, ali pa nismo pripravljeni na njihova čustva oziroma pričakujemo, da bojo oni reagirali, ne vem, na nek način, ampak v resnici reagirajo čisto drugače in nas to pol čisto vrže iz tira. Recimo, jaz sem dostikrat to doživela, da, ne vem, sem se pogovarjala z osebo in je ona oseba, da bi malo pozabila, da sem jaz sam svoj človek, da jaz lahko čutim te stvari, ki mi jih nekdo govori drugače, kot pričakuje ta oseba. In pol je nastal tle konflikt, ne? To nesprejemanje čustev, ne? Ja. Druge osebe. Ja. In sploh v konfliktih, ne? Zdaj si me vprašala mogoče glede intimnosti, nekih odnosih povezavi s spolnostjo, ampak lahko je tudi čistko, če pride do konflikta, je toliko lažje iti v neko reakcijo, v nek avtomatičen odziv. Tako, ja. In pa se konflikt lahko še poglablja. Ne? Ja. In tukaj je včasih eno je se ustaviti, sploh pogledati, kaj se dogaja prvi, in včasih tudi iti vsak v svoj prostor, tako ali kakorkoli, pa pol priti nazaj. Tako, ja. In že sam to, da se ustaviš, je že ful velik korak, da opaziš, sem tukaj ustavila pogleda, kaj se dogaja v meni zdaj. Zdaj, če se malo vrneva na spolnost, koliko pomembno se ti zdi to, da si prisoten med samo spolnostjo? Koliko pomembno se ti to zdi? Da ni pač to res neko, kako bi rekla, mindless act. Ne znam reči po slovenski. Ja. Brez neke prisotnosti. Tako, ja. Mislim, seksualna izkušnja se dogaja tukaj, v telesu. In če sem jaz nekje drugje, potem nisem tukaj. Potem se ne zaznavam užitkov, ki so mogoče prisotni, ali pa konec koncev tudi nekaj, kar mi ni v redu, pa bi hotela spremeniti, pa skomunicirati, ne? Pa mogoče vztrajam v nečem, kar mi ni čisto ne paše, ampak če sem nekje drugje, konec koncev tudi v mislih, ampak jaz zdaj moram tako, pol težje izrazim svojo željo, potrebo, ali pa mi je čisto super tako, kaj je, pa da sam polno uživam. Ne? V stiku z dihanjem, v stiku z občutki, ki so ne samo na področju genitalij, ampak po celem telesu. Celostno, ja. Pa tudi recimo čisto prek drugih čutov, tudi kaj vidim, a sem polno prisotna v tem, kaj vidim, lahko je očesni stik z drugo osebo, lahko je telo druge osebe, kaj vonjam, a mi paše ta vonj, ki je tam, ne? Kakšen je dotik, česa se dotikam, a je to ne vem, neka blago, a je to druga oseba. In tako je res dosti načinov, kako biti v stiku s tem trenutkom in da se ga povežeš. Ja. Tako, ja, da ne odplavaš. A ne, se mi zdi, da dostikrat ljudje tudi pač med seksom odplavajo, ker je pač ta način življenja, ki ga imamo toliko stresen, toliko je pohitren vse, da res vse verjamem, da zgodi, da v bistvu greš sam čez gibe, nisi pa tle ali pa sploh, če si z nekom drugim, da si res povezan s to osebo, a ne. Ja, in to je čisto normalno, tudi pri čuječnosti, ne, in tudi med seksom misli pridejo, sploh če je bil nek stresen dan ali pa tako, ali pa če je drug dan nekaj takega, misli pridejo in s tem ni nič narobe. Kaj s tem naredim? Šla sem stran, a lahko prijem zdaj nazaj, a lahko najdem stik z dihanjem, pa z občutki v telesu, pa sem tlefol, ne, da se v bistvu vračam nazaj. To je tisti pomemben del. Imaš ti za svoje udeležence teh delavnic kakšno posebno tehniko, pač kako jim recimo rečeš, da to, kar si rekla, da se nazaj vrnejo? A je kakšna vaja za to? Je, verjetno. A je poslovna skrivnost? Ne, sploh ne. Mislim, pri tem je tako, da čuječnost je zelo preprosta, ampak sama praksa je tista, ki ti pa pol pomaga, ne? In te vaje so, ki jih tudi prilagajam potem z področje spolnosti, ampak so
ne vem, daljše vaje, lahko so tudi 10-15 minut ali pa še daljše, da v bistvu ti samo opazuješ svoj dih in občutke ob dihanju in s tem na ta način vadiš. Ne? Misli grejo, pridem nazaj, sama sabo. In potem to lažje vnašam v druge, ne vem, aktivnosti, v seks. Okay. To se sliši zelo zanimivo. Mislim, tako, ko si predstavljam to vajo, se mi zdi kar težko to. Sploh jaz sem taka, sicer med spolnostjo se mi to ne dogaja, ker pač ima s partnerjem res poštiman ta aspekt najnega življenja in je res fajn in mi je to pač ventil. Ampak, kar se tiče pa drugih stvari, pa je zelo hiter. Zelo hiter grem. In to, da se vrneš nazaj, to pač, da se začne spet zavedati, to je meni izredno naporno. Jaz sem že po naravi malo taka, sorry, kako bi rekla temu, pač malo sem v svoji glavi noter, pa malo odplavam, pa malo težave s koncentracijo, ampak ja, si predstavljam, da v bistvu ni najlažje to usvojiti, to vračanje nazaj, pa da pol si res zadržiš nekaj časa nazaj pri temu. No. Ja, in to je čisto normalno, kar si rekla, da si, ne, in tudi ljudje, ki pridejo na čist, ne vem, tečaj čuječnosti, če vzamem, ja, na začetku je težko, ni preprosto to vračanje in hkrati vedno znova uhajanje. Ja. In lahko se začne tudi zelo s 3 minutami, veš, ne, pa potem se podaljšuje. Ni treba, da je to zdaj 15 minut. Pa, ne. Čeprav je res, da raziskave kažejo, da nekje vsaj 10 minut kontinuirano, recimo 8 tednov, naredi spremembo, čisto fizično v možganih, ker se ti pol dejansko začne kazati, samo od sebe opaziš, da drugače deluješ v življenju. Ne. Tako da če bi, ne vem, prakticirala, izvajala čuječnost, meditirala, ne vem, 8 tednov in pol se to, brez da bi bilo v stiku s spolnostjo, se to lahko tako nekako avtomatično prenesenje, tako, jaz pa zdaj čisto drugače sem prisotna, drugače sem v stiku s sabo, z drugo osebo. Ful fajn. Mislim, tako, ful mi je zanimiv ta en pogovor, zato sem vmes malo tiha, se prav srkam vse informacije, ki mi jih daješ, ker mi je ful sem prijetno presenečena nad vsem, pač res mi je. Jaz, če si iskreno, nisem vedela, da je čuječnost prevod angliščine, mindfulness. Pač vedela sem, zakaj se gre, ampak sploh nisem tako v glavi tega povezala skupaj, pač ne vem, zakaj ne. Saj tudi dosti ljudi, tudi nekako, mogoče jim ni blizu beseda čuječnost. Mogoče to, ja. In tudi meditacija je mogoče bolj prepoznana beseda. Čuječnost je konec koncev nekaj, kar imamo vsi. Ja. Vsi ljudje se lahko zavedamo tega trenutka. Meditacija je pa praksa, s katero razvijamo to sposobnost. Okay. Ti si že do zdaj omenila tole dihanje, jaz sem imela posebej tle pripravljam, pač kakšno vlogo ima dihanje v praksi čuječnosti, spolnosti. V bistvu si že dosti povedala o tem, aj še kaj tazga, kar bi dodala, pač a ima še kakšno vlogo tle dihanje, se pravi to vračanje, pa da se koncentriraš na dihanje, tako se mi zdi to en tak, kar taka mala rdeča nit pri čuječnosti, dihanje, da je zelo pomembno. Ja. Zdaj, dihanje ne nujno prav povezavi s čuječnostjo, ker čuječnost je namen, da opazujemo dihanje, brez da bi ga spreminjali. Ne? Pri seksu pa je v bistvu namerno poglabljanje diha lahko tisto, kar odpre telo. Ja. Ne? Tudi res globoki vdihi in izdihi bolj počasi tudi spreminjajo, kako je živčni sistem. Ne, gre v bolj lahko umirjanje, ni nujno, ampak lahko gre v bolj umirjanje, v sproščanje in odpiranje za več užitka. In tudi lahko globi vdih in izdihi tudi povečajo užitek. Ne? Tako da je dihanje tukaj zelo pomembno. Lahko gre tudi za sinhrono, oziroma da skupaj dihaš z drugo osebo in se na ta način povezuješ, ne? Da skupaj se uskladiš v tem dihu in si na ta način skupaj prisoten sam s sabo in z drugo osebo. Kaj pa, če bi dala recimo nekaj konkretnih primerov, kako čuječnost pomaga paru pri njihovi intimi? Ja, poleg tega, kar sem že omenila komunikacijo, pa zdaj ta način, ne? Zdaj, en način je recimo tudi raziskovanje novega. Ja. Lahko je tudi že zelo super, tako kot je, kaj pa še kaj novega, na nek nov način mogoče, kar je lahko zelo preprost. Ne? In eno je dotik. Okay. A si lahko vzamem čas, ne vem, pol ure, 1 uro, kakorkoli, da ni ta dotik, da bi nekam nujno vodil,
lahko tudi ni seksualen, lahko je senzualen na začetku, ne, ampak da je res raziskovanje, kakšen je ta dotik, res polna prisotnost, a je bolj nežen, a je bolj poglobljen, na katerih delih telesa, kaj paše, kaj ne. In potem greš skupaj z izkušnjo, ne pa z namenom, da pa to šlo pol v seks ali pa kakorkoli. Lahko ustvari ful povezanosti, pa tudi raziskovanja in drugega. Kaj pa prej si omenila recimo očesni stik. Jaz pri samem seksu meni se spogledam in mi je ful lepo, kar vidim, pač tako vidim svojega partnerja in tako, ampak imam osebo v svojem življenju, ki mi vidno prav, da njej je očesni stik izredno pomemben pri splavnosti, da je to pač ful tako in super in se gledata iz oči v oči direkt. Meni je pa to, jaz sem tako, jaz imam pa raj zaprte oči, da druge stvari, ne vem, čutim. Meni je pa recimo bolj dotik, pa vonj, pa pač to, ko slišiš, da ti nekdo diha, ampak tako, se mi zdi, da tle res ni prav ali pa narobe, da v bistvu sam čutiš, kaj je ono, kar te najbolj pomaga povezati s partnerjem. Ja, in to je to, ne? Veš, to je ta del prisotnosti, da ti pri sebi veš, kaj tebe aktivira, kaj tebe pripelje v stik s sabo, z njim, ne? In če to ni očesni stik, super, oziroma očesni stik, ne? Če so drugi čuti zate bolj pomembni. In zavedanje tega, kaj me aktivira, kaj mi je tako nevtralno, kaj pa me tudi ugasne. Ne? In prepoznavanje tega lahko ful pomaga, kako si bom jaz izbrala, pa se pogovarjala s tem, z drugo osebo o tem. Ne? In tukaj je zavedanje ful pomembno, kje sem, kaj se dogaja in potem iz tega izbrati, se odločiti. Tudi prej pozabila komentirati, ko si razlagala o teh mejah, recimo, ne. To se mi zdi tudi pri spolnosti zelo pomembno, ne. Ko dostikrat kdo kaj naredi za to, da ustreže partnerju, se ni treba zdaj to, ne vem, neka huda fantazija ali pa kakorkoli, ampak samo nekaj, kar tebi ne odgovarja, tisti osebi pa odgovarja in s tem hočeš ustrežiti ali pa se bojiš, da boš zaradi tega zavrnjen in tako se mi zdi, da tle je tudi zelo pomemben, se ta stvar tudi odraža pri spolnosti. Seveda, ja, in hkrati lahko tudi narediš nekaj za drugega, pa ti je to v redu, je to tvoja zavestna odločitev, ne? Ali pa narediš nekaj iz avtomatizma, pa pol se telo drugače odzove, se lahko zakrči, ne? Lahko pusti posledice, ne? Lahko pride do konfliktov pol nekje drugje, ko se niti ne zavedaš, da je mogoče tam razlog, zdaj čistko splošno bolj govorim. Ne? Ja, ne, to zakrčenje telesa je bilo, sicer je bilo v malo drugačni povezavi, ko sem govorila z zdravnikom, on mi je razlagal, da sva imela pač pogovor o analnem seksu in tako in so dostikrat ženske ustregle pač moškemu, a ne, čeprav je bilo to nasilo, a ne, in so imele potem težavo prav z zakrčenostjo in so mogli tudi s psihološkimi pač temi terapijami in tako naprej še zdraviti, poleg pač fizičnega, ker dejansko pač so bile zaprte, niso mogli iti na WC, ker se jim je telo toliko zakrčilo, a ne, ker ni bilo te meje, a ne. Ja, in mislim, lih tako je lahko pri vagini, ne? Lih tako se lahko zakrči in ni zdaj to, zdaj pa gremo, ne? Ok, tako zdaj je, poslušati, ok, dajmo počasi, kaj jaz zdaj rabim, a lahko to izrazim. In tukaj je težko, če smo ujeti v prepričanjih, kako ne bi bilo, ne. Zdaj ok, malo predigre, potem je penetracija in potem je, če grem v te neke hetero odnose, ne. Predigra, penetracija, orgazem, konc. Ne, pa še orgazem, potem pač mogoče opcijsko pri ženski, ne. In če smo ujeti v tem, pol niti se ne zavemo, jaz lahko rečem ne, dej, jaz rabim zdaj to, ali pa ne zdaj. Kljub temu, da sem mogoče najprej si tega želela, zdaj pa mi ne paše več, se lahko tukaj ustavava. Tako, ja. To jaz tudi dostikrat poudarjam pri svojih podcastih, tudi kadar sem imela recimo bolj kakšne tematike, kot so recimo BDSM in to podobno, da vedno je pač soglasje in tako, ampak da tudi, če na začetku daš soglasje za kakšno stvar, če ti v tistem trenutku ne paše, moraš nujno da to vedeti in da oba dva morata to spoštovati, ne. Lahko si premisliš. Seveda, vedno si lahko premisliš, ja. Kakšni malo pozabijo, da si lahko premisliš, pa pride spet to ugajanje, pa rekel sem, da bom, pa zdaj pa ne bom, pa kakšen bom izpadel, ko bom zdaj rekel, da ne bom, pa sem rekel, da bom. Ful enega tazga obremenjevanja, ko v bistvu bi moglo biti čisto preprosto. Ne paše mi,
In to je to, a ne. Ja, in tukaj se mi zdi vseeno dost pomembna tudi neka psihoedukacija, da nekoga slišiš te stvari, ne, ker niti ne vemo, česa ne vemo, dokler Tako. ne slišimo enih stvari, sploh kar se seksa tiče, ko dobimo informacije ali pornografije ali iz filmov, medijev, ne, kaj je povprečje, kako so, mislim, to je ogromno stvari, ki imamo prepričanja, ki večinoma ne držijo. Tako, ja. Sploh pa tudi partner ne more vedeti, dokler mu ti ne poveš, oziroma, mislim, se lahko ti nakažeš z obrazom ali pa kaj, ampak ni nujno, da je drug pozoren na to, a ne. Ja. Lahko je on tok, ali pa ona, kakorkoli, tok noter v tem, da pač dokler ti ne rečeš, ta drug misli, da je vse super, ne. Ja, in tukaj pa je eno je zavedanje sebe, hkrati pa ja, lahko je ali pa jaz ali pa druga oseba, da si toliko v nekem užitku, da vsaj na nek način izgubiš stik, ne? Ampak a se lahko vedno znova vračam v ta stik z drugo osebo. Sedaj je druga oseba tista, ki bo rekla, ok, zdaj pa to rabim staviti, ampak vseeno, da je na obeh to, ne? A lahko jaz potem vidim, tukaj pa se je nekaj zgodilo, pa vprašam tudi, kaj se dogaja, ne da je zdaj odgovornost na temu, da sprašuje na te osebi, ne? Ampak tako, da je pa vseeno z obeh strani to zavedanje sebe in drugega. Da ima tega opazovanja, da ni ono samo jaz sem, ampak sva skupaj, a ne. Ja. Kaj pa recimo, zdaj sva dosti omenile pare in tako, kaj pa samske osebe in čuječnost in užitek, tako, evo, korelacija vsega tega. Kako bi samski osebi rekla, čuječnost ti lahko pomaga pri tvojem užitku na tak in tak način? Ja, jaz mislim, da se tam začne, ne? Pri eni osebi. Tako kot pri sami čuječnosti, najprej razvijamo to pri sebi, sama s sabo. Ne? In šele potem lahko grem, kako mi je pa to v odnosu, v komunikaciji. Ne? In v odnosu z drugim je toliko drugih dražljajev, toliko več stvari vpliva na mene. In lahko jaz raziskujem to svojo pozornost s telesom, ne vem, pri samozadovoljevanju, naprimer, da si vzamem čas, si naštimam glasbo, če mi paše, da mi je res toplo in da si vzamem ta čas, da nikamor ne rabim priti, ampak samo uživam ob dotiku, ob užitku, kaj mi paše, kaj mi ne. Sej ni nujno, da je to za vse, ampak je eno tako raziskovanje sam pri sebi. In ko pri sebi veš, kaj se dogaja, pa tudi lažje poveš nekomu drugemu. Ne? Mislim, to je zdaj tako čisto bazično, v bistvu, način kako, na kakšen način. Se to je, jaz sem isto, pač zdaj sem imela od masturbacije podcast in se mi je tudi zdel, sem tudi na ta način nagovarjala, da v bistvu moraš sam prevedeti, kaj ti paše, ne more nekdo drug namesto tebe videti. Ja, lahko raziskuje ta kot par skupaj, ne vem, nove tehnike, nove, ne vem, domišljijske, karkoli že, ne vem, da ji paše, ampak tako, da vedno je dobro, da sam pri sebi prvo spoznaš in svoje telo tudi zaradi tega, ker je pač to tvoje telo in je prav, da ga poznaš in veš, kako se odziva na določene dražljaje in tako pač lažje, ne. Težko nekdo drug namesto tebe ve. Ja, to sigurno ne. Ja. In ena stvar je res fajn sama raziskovati, kako mi je zdaj to, ko se pa lahko ustavim. Ne? Pa zdaj sem se spomnila še eno stvar, ki je povezana tudi mogoče z dihom, pa tudi z zavedanjem, orgazem. Če je to neko lovljenje, lahko potem dihanje postane bolj plitko ali pa ga celo zadržimo. Ne? In pol zavedam tega, a lahko takrat jaz globoko vdihnem, pa sam sem s tem, kar je. Pa, ne? In mogoče pride do nekega določenega orgazma, mogoče pa ne, pa sam lahko poglabljam izkušnjo, ki je tukaj, ne? Da spustim to. In mogoče se niti ne zavedamo tega, da smo na ta način zadržujemo dihne. Ja. Orgazem je zelo tak, dost polemike okrog tega, v bistvu okrog tega dihanja pri orgazmu. Enim pa še zadržati dih, seveda, pač ne tako v smislu, da bi bilo to nevarno, a ne pač, to so pač še vse, ne bova šle v to. Ampak ja, no pač enim pa še, da zadržujejo dih, dočim drugi se pa ful strinjajo, da moraš globok dihati ali pa umirjeno dihati, pač, da moraš ful dihati v bistvu in da bo orgazem pač potem boljši. Ampak po mojem to malo odvisno tudi od človeka do človeka, nekaj je dihanje ti lahko prinese ful enega tega fizičnega, ne pač to, kar si rekla, da se v živčevju dogaja različno. Unika pa zadržuje dih, je pa mogoče to
psihičen užitek, nekaj Ja. drugačen način doživljanja spet, a ne? Ja, hvala ti za to, ker je bolj vprašanje zavedanja, ne, pa raziskovanja. Če je nekdo, ki vedno zadržuje dih, a lahko raziskujem, kako mi je drugače, ne. Pa sej tudi ni, sej recimo bolj globoko dihanje, pa tako je lahko mogoče v nekem bolj počasnem seksu čez drugo osebo. Če je pa seks zelo intenziven, zelo strasten in hiter, to dihanje je pol drugačno, ne. Bolj je stvar raziskovanja različnih načinov in pol izbire, kaj pa meni paše, namesto samo enega načina, ker je to edino, kar poznam, pa se ne vprašam ali pa se ne ustavim, da bi se odprla še za Ali druge. te pa mogoče strah, da pa pol ne bo, ne? Mogoče je že kdo bil tako, če pa ne bom naredil tako, kot sem ponavad, Ja. potem pa ne bom, ne vem, dosegel orgazma. Ampak si ga ful želim, Ja. ne? Ja. Tako da ja, je veliko različnih teh vidikov lahko tle res. No, če smo zdaj pri tej skeptičnosti, Madona, kako bi svetovala eni osebi, ki mogoče bi si želela čuječnosti pri spolnosti, ampak je skeptična okrog tega, ali pa da je nelagoden, ali pa sram, ali pa tako, da ima neko negativen pridih zraven. Ja, kot nek strah ali pa Ja, to ne ali vem, pa če tako, je ali pa zame. jaz bi to ful, ne vem, slišal sem tako, če čist po domače, slišal sem, da je to ful dober, ampak ne vem, po eni strani se mi pa zdi, da je to kar neki. Ali pa recimo, da pride par, pa je en ful za, ta drug je pa tako, a veš. Ja. Mislim, to se res vsak zase lahko odloči. Ne smiselno nekoga prepričevati v neki. In tako kot sem tudi tebi rekla, raziskovanje lahko začne čisto kratko. Lahko je čisto fokusirano najprej na dihanje brez vključevanja v spolnost. Ne? In ena prilagojena vaja, ki jo jaz naredim, taka čisto tipična v čuječnosti, je pregled telesa, opazovanje, kaj se dogaja v različnih delih telesa, če so kakšni občutki. Jaz potem posvetim pozornost najbolj področju medenice. Ne, pa potem, če grem recimo maternica, pa potem res vagina, mišice, sramne ustnice, klitoris in tako naprej, brez nekega seksualne namere. In vse to je lahko tudi tako, pa tudi z nekim užitkom, nekim seksualnim užitkom in vzburjanjem. Ne, tako res lahko so koraki do tega. Najkjer sem dihanje, a lahko usmerim pozornost na to področje, a lahko usmerim pozornost tja, ker je vzburjanje prisotno, neko poželenje in tako. Na ta način, da počasi se odpirajo ljudje za to. Zdaj si omenila svoje delavnice. A smo mi to še kaj takega pri čuječnosti spustili, kar bi rada ti sama poudarila, ali greva lahko zdaj na delavnice? Mene ful zanima, kako izgledajo. No. V bistvu sem rekla, da sem tudi prek tega te našla. Tako da ja. Ja, jaz bi se sam na eno stvar še vrnila, ki se mi zdi pomembna. Pa se na nek način sem mogoče omenila in to je kontekst. Ne? Zavedanje tega, v kakšnem kontekstu mene nekaj aktivira in kaj me ustavi. In če jaz se ne zavedam, da recimo, če mi ni dovolj toplo, pač se ne bom mogla odpreti. In če tega ne opazim in si ustvarim konteksta, ki bo zame podporen, potem lahko rečem, z mano nekaj narobe. Ker ne dela, zdaj sem dala čisto, ne vem, da mi je dovolj toplo. Lahko je... Ampak meni je ful v redu ta primer, ker se mi je že zgodil. Ja. Ampak jaz sem dojela, da pač se ne moram sprostiti, zato ker mi je bilo pač hladno. Ja. In lahko so druge stvari, lahko so neki zvoki, lahko je ta občutljivost zelo intenzivna, lahko so zvoki, ki prihajajo od nekje, ne, pa je to zelo pomembno in nič narobe s tem. Ampak to je enih stvari iz nekega konteksta, ki si lahko rečem, nekaj je narobe z mano, ker zdaj pač mene nekaj ugasne ali pa si niti ne želim. Medtem, ko je pomembno sam se vprašati pa zaznati, kaj rabim. Tudi zunaj sebe, pa kako se tudi jaz, če sem ful pod stresom, mi mogoče pa ne bo pasalo, pa nič narobe s tem, ne? Da takrat se odločim, da ne. Tako zdaj, ampak da je ta kontekst res pomemben, kaj rabim, pa kaj me tudi aktivira, seveda, ne? Ja. Na drugi strani. Tako da tudi, v bistvu tle tudi zaznavanje okolice je pomembno, ne? Ja. Da znaš te vse signale nekako dobro interpretirati, ne? In jih pol postaviti v kontekst. Ne? Da ne pomisliš takoj, da je nekaj narobe z mano, ampak da dojameš, da v bistvu te pač nek zunanji dejavnik mot, ki ga moraš sprejeti ali kakorkoli, Ja. oziroma se mu prilagoditi.
Ja, v bistvu telo se odzove na nek zunanji dražljaj, ne? Nekaj se dogaja in mogoče v tistem trenutku jaz ne morem razumeti, ne? Ampak je že to, nekaj se dogaja, neko sporočilo imam, pa to sporočilo ne pomeni, da je nekaj narobe z mano, da jaz zdaj nekaj ne delam prav. Ampak nekaj se dogaja, kar ne, je zame nepodporno v tem trenutku. Tako, ja. Delavnice. Ja. Meni so se ful zanimive zdele, ko sem brala o njih. Letos boš imela, imaš planiran delavnice? Ja, marca bodo v Ljubljani, pol bojo pa verjetno še maja online. Aha, imaš tako. Imam oboje. Pa ti je verjetno ljubše delati v živo? Ali... V bistvu oboje mi je fajn. Ja. V živo seveda je fajn, ker se res vidimo. Online je mogoče bolj fajn zato, da pridejo lahko tudi tiste, ki niso iz Ljubljane ali pa jim je Ljubljana daleč. Ne? Aha, ja, da imajo pač res vsi možnost. Ja. Vse to je lepo, pač, Ja. da se pomisli na vse. Hkrati je pa tudi ta razlika, da je mogoče ranljivost malo večja v živo, kakor če si doma, pa je sam kamera, ki jo lahko tudi ugasneš, ko delamo vaje ali pa plešemo. Kako pa potekajo same delavnice? Ko videla sem, a je to v različnih sklopih, a je to, ne vem, en dan ali več dni traja, kako pol izvajaš to? Načeloma je 3 tedne zapored, če zdaj rečem, ne vem, 3 torke, ob isti uri, traja 2 uri pa pol in vsaka delavnica je namenjena eni temi. Opolnomočenje, užitek, spolnost. In res temelji na čuječnosti. Ne? Se vračamo nazaj s tem, kako sem, kaj rabim, kaj si želim danes vzeti od te teme. Ne? Tako da na temu je nekako baza, pa naredimo res vajo še povezavi z vsako temo. Recimo pri opolnomočenju prav z mejami delamo, s tem ja, ne, na ta način. Potem pri užitku raziskujemo užitek prek 5 čutov. Kako mi je ta užitek, ki si res vzamem čas. Ne vem, si vzamem jagodo, ali si vržem 3 jagode v usta, pa še nekaj delam zraven, ali pa res vonjam, okušam, tako, na ta način. Tako, ja. Kar se itak potem lahko prenese v samo spolnost, koliko sem v stiku s tem, kar sem že prej rekla, prek 5 čutov. Pri spolnosti pa v bistvu grem predvsem na ta pregled telesa, kar sem prej rekla, da usmerim pozornost na področje medenice in se bolj tudi pogovarjamo, kaj spolnost, kaj seks sploh je. Ne? Da to ni samo penetracija, da je to še ogromno drugih stvari in nekaj malega pol tudi je te edukacije oziroma nekih informacij, ki so pomembne, da se lažje zavedamo svojega telesa pa svojega delovanja. Ja. Kako pa, a imaš kakšne recimo konkretne primere iz delavnic, da si opazila pri posameznikih, da je bila neka sprememba pri njih, ne vem, od tistega, ne vem, ta prvega dneva, ko so prišli, pa potem, ko so vse predelali, ali pa ne vem, da je prišel kakšen posameznik do tebe, pa ti povedal kakšno svojo izkušnjo, ali pa kaj se je tako vse anonimno. Pa tako, ja, zanimajo me pač izkušnje tvojih udeležencev. Ja. Zdaj tako, kar se tiče recimo same čuječnosti, pa kako čuječnost vpliva, ne, se bolj močno pokaže skozi nek čist uvodni program čuječnosti prek 8 tednov, ne, kar je drugo. Zdaj tukaj je skrajšano, so samo 3 tedni, ne, in tudi vaje ne delajo doma na tak reden način. Ampak so že sami iz enkratne izkušnje lahko pride do nekih spoznanj, naprimer, wow, jaz sploh nisem vedela, da rečem ja, ker je to moj avtomatizem izogajanja, ker sem bila tako navajena. Ja. Ne? Ali pa, koliko mi je težko reči ne. In kako me je strah, kakšen bo odziv na drugi strani, ali pa kako mi je težko slišati ne iz druge strani. Ne? In potem naslednjič povejo, kako so že drugače si izbirale in se odzivale v vsakodnevnem življenju, naprimer, kar se tega tiče. Kaj pa kakšna ta skupinska dinamika, kar si rekla, da je online, to je pač vsak se posebej poveže. Če je pa v živo, je pa res cela skupina. Ne? A jim je kdaj neroden pri izvajanju vaj ali pa tako, da jim je bed? Ja, mislim,
vedno je lahko nek neprijeten občutek, ker ne veš, kam prideš, kdo je tam, tudi online. Kaj bomo zdaj delali, ampak jaz poudarjam, da je pomembno, da vsak naredi samo tisto, kar je v redu. Vsaka naredi samo tisto, kar je za njo v redu in tudi deli. So tudi delo v parih, deljenje izkušenj v parih, v skupini. In je zelo pomembno, da je ta izbira kadarkoli. Ne, jaz zdaj ne želim deliti ali pa bom delila samo to, tega pa ne bom. Ne. Tako se mi zdi, da to ustvari to dovoljenje, da si s tem, kar je in daš to k sebe, kakor je tebi v redu. To je fajn, ja. Da pač imajo to izbiro. Ne? Mislim, ja, se itak ne moraš prisiliti nekoga, ne, da naj nekaj dela, če mu ni, ampak že samo to, da jim daš direkt vedeti, ne, jim verjetno veliko pomeni. Kaj pa, če je imel kdo v spolnosti, recimo, kakšne take neprijetne ali pa že skoraj travmatične izkušnje, bi čuječnost tle pomagala na kakršenkoli način? Lahko bi, govoriva, lahko je v podporo, ampak je tukaj tudi pomembna neka dodatna strokovna podpora, ki se res fokusira na te izkušnje, na kakšne posledice so te izkušnje pustile in kako vplivajo zdaj na življenje. Tako da je tudi tukaj potem dosti bolj poglobljeno. Čuječnost je pa pol lahko vezana na to, koliko sem lahko jaz v stiku s tabo, ker nekdo ne more biti v stiku s tabo, če je neka disociacija od telesa zaradi neke travme, ne? Pa da bi jaz pol rekla, ja, ne, začuti telo, ne. So drugi načini, so drugi koraki, kako se spet povezati s sabo. In je čuječnost lahko mogoče tudi preveč intenzivna na ta nek tipičen način zavedanja dihanja, občutkov v telesu. Ja. Pa da je mogoče preveč to za tisto osebo, mogoče kasneje, ko že pride, ne vem, do predelave travme, pa da potem se vrača k sebi, a ne, če gre recimo to, kar si rekla, za to disociacijo, ne? Ja. Da potem pol pride to. Ja, in to je res čisto odvisno od vsakega človeka, ker nekdo je lahko imel neko travmo, pa še vedno lahko gre nek uvodni program čuječnosti, pa je v redu, ne? Pa ne vpliva to na to. Tako da je res pri vsakemu človeku zelo individualno, zelo odvisno. Ja. Ja. Ampak za nekoga tako, pa zdaj predpostavljam pa že, da recimo nima nekih tako hudih travm in tako, ampak za to, če si res želiš uživati v spolnosti, pa da želiš samega sebe raziskovati in odkrivati, in tako se mi pa zdi, to je en tak zelo, zelo dober način teh vaj in delavnic in teh tehnik, da pač stopaš v stik sam s sabo. Ne? Tako. Pa ne samo spolnosti, ampak kako so že skozi govorili, pač vse, ne? Vse, kar se dogaja. Ja, za tiste, ki jih to pokliče. Tako. Ne? Ja. Kakšne bi tudi mogli malo poklicati. Se mi zdi, da unika jih ne pokliče, mogoče še bolj rabijo to, ne? Pa si morajo, ne bi rekla, da bi si mogli jih priznati, ampak da morajo sami priti do tega. A ne? Ja, takrat, ko se vsak sam odloči. Ne. Tukaj bi šla, ko si spraševala o tej, recimo, travmi, no, ali pa če je nekomu težje iti na skupino, je tudi ta individualna, psihoterapija, ki res dela s travmo, je to. Ne. Jaz delam poglobljeno s travmo, ampak vseeno, če so neki zadržki pred skupino, delam jaz tudi individualno, coaching na te teme. Ne. In pol se to lahko prilagodi. Si lahko prilagodi vsaki osebi in jaz sledim temu, kaj druga oseba rabi. Ne? In je potem to prilagajanje, kar se tiče tudi čuječnosti in stika s sabo, v vsakem trenutku, kjer je tista oseba. Ja. To je ful fajn, ker se mi zdi, da dosti ljudi, mislim, tudi jaz sem med njimi, jaz v skupini, jaz dobro funkcioniram v skupini, ampak s čim je pa nekaj tazga, da bi jaz mogla narediti, pa da me drugi gledajo, mi je tako en pač, ful si nisem zdajle dobro naredila, po moje, ker imam neko predavanje, ampak okej. Sem se odločila, da bom šla čez sebe in da bom. Ker drugače me zmer pohvalijo, ful si dobro naredila, Monika, ful si fajn predstavlja, prijeten glas imaš za poslušati meni noter, pa dela. Ampak ja, no, malo sem zašla. Hodila sem reči, da je to ful dobro, da imaš tudi individualno, da marsikomu to ful pomena, ne. Ja. Kaj sem hotela reči? A ja, za skupino, pa tudi več lahko verjetno narediš individualno z nekom,
kakor pa iz skupine. Drugače. Ja, v skupini v bistvu lahko slišiš izkušnje drugih. Ne? Aha, pa to in je pol to, ja, super, in to povezovanje in tudi po parih pogovori. Tako da od večjih ljudi potem dobiš te odzive in tako naprej. Tako da to skupina lahko da podporo na ta način. Ena na ena pa ja, gre pa mogoče malo bolj poglobljeno. Jaz sledim drugi osebi, kam greva, kam rabiš iti. No, vse to sem jih hotela vprašati, kako je ta dinamika v skupini in to mi je zelo zanimivo, ker v bistvu ljudje smo zelo taka bitja, da ko slišimo zgodbe od drugih, pa ne da bi se to lažili z njimi ali pa da bi nas dvignili, kaj pa nekomu slabše ali pa kaj, a ne, čeprav to ljudje delajo, ampak tle na ta način, kar si ti rekla, je pa tako, da v bistvu čutiš, da nisi sam v nečem, a ne, da pač, ali pa da ni to nič tazga, da si misliš, z mano je pa nekaj narobe, jaz sem pa zdaj neki čuden ali kakorkoli. Pol vidiš, da je to čisto nekaj normalnega, da se marsikdo srečuje s tem. Tudi počutiš lažje sprejeti ga v skupini na ta način mogoče. Ja, in tudi na delavnicah, ki sem jih imela po koncu, sem dobila dostikrat odziv, z mano ni nič narobe. In koliko to pomeni. Z mano ni nič narobe, v redu je, ker nas toliko nosi ta prepričanja, da je z mano nekaj narobe zaradi raznih stvari ali pa prepričanja. Prej si omenila, da imaš neke te vaje prilagojene za spolnost. Na kakšen način so prilagojene? Imam. Ena je ta, ki sem jo omenila, kar se tiče pregleda občutkov na področju medenice, ki je lahko brez namere seksualnosti, lahko je potem tudi s seksualnostjo. Drugače pa nimam prav nekih takih specifičnih vaj, ki so prilagojene, poleg tega, kar so že vse govorile, ampak mi je tako fajn, ker v tem uvodnem programu čuječnosti imamo pregled telesa, imamo zavedanje dihanja, naprimer. Če posplošim, pa je pol tudi čuječa hoja pa gibanje. In je tako, gibanje v seksu je tudi to, kako moje telo giba, na kakšen način se občutki spreminjajo ob gibanju. Lahko je počasnem gibanju ali pa zelo hitrem gibanju. In tudi koliko mi je drugače zaznati ene in pa druge občutke, počas ali pa hitro. Tudi prehoj, kako je drugače zaznavan, če hodim res počasi ali pa zelo hitro. Ja, to je zanimivo, da sploh nisem pomislila pač na gibe. Res si rekla, da tudi pari pridejo? Ne. Saj tega nisem niti rekla. Delavnice zdaj izvajam samo za ženske. Individualno delam pa ne glede na spol, z vsemi osebami, ne delam pa s pari. Tako da delam sam ena na ena. Zanimivo. Jaz mislim, da sva kar nekako povzeli celotno to tematiko, tako da hvala, da si prišla. Hvala. Bila si odlična sogovornica, meni je bilo zelo prijetno. Vas sem bila živčna. Se to lahko poveva, ne? Ampak ja, tudi jaz sem se nekaj novega naučila. Zelo informativno. Pa res nekaj, kar bi mogel vsak probati. Vsaj probati, če ne že prakticirati. Hvala tudi tebi, tudi meni je bilo zelo fajn s tabo in sem vesela, da sem prišla. No, odlično. Hvala ti. To je to za danes. Mi se pa vidimo in slišimo naslednjič.